Ta teden se je, tako kot vsako pomlad, parlamentarna druščina, ki se običajno obnaša kot otroci, zamenjala z dejanskimi otroki, ki se obnašajo presenetljivo kot odrasli. Spet smo lahko bili priče spoštljivemu pogovarjanju in lucidnemu argumentiranju, prisotni poslanci pa so si delali zapiske, kako se obnašati kot človek. Cerar je predvsem hotel zveneti blazno pameten, ko je spet izrekel svojo trademark budalaštino. Če le morate, bodite dejavni, iščite rešitve za težave, bodite kritični, povejte, kaj je narobe, iščite rešitve konstruktivno, ampak ne jamrati, kar tako je vse narobe in tako naprej. Ja, otroci, bodite pridni. To je človek na robu žičnega zloma, by the way. Bodite pridni, iščite rešitve, opozarjate na napake, ampak če bo prehudo, pa odstopite in se odpovejte kakršnikoli odgovornosti. Jaz upam, da ste si zapisali to. No, Mirči Smrči je moral po opravkih, zato je vajeti prevzel šepetalec mladim El Presidente Pahor. Ko se je zdelo, da bo tudi on začel ven metati modrosti, je otrokom priznal skrb vzbujajoče dejstvo iz zasebnega življenja. Jaz sem že nekajkrat v zadnjem času povedal, da me v bistvu v zadnjem času vzgaja sin, on mene in ne jaz njega. Pa dobro, je kdo šokiran na to izjavo? Nismo lih presenečeni, ne, da ne. Ampak gospod predsednik, če smem, saj vi veste, da mora biti ravno obratno, ne? Foter mora vzgajati sina. Se pa strinjam, mogoče v vašem primeru boljš, da vam ta malo pove, kako se na vaši funkciji obnaša. Zdaj, moram pa priznati, da je zelo prisrčno videti Pahorja, kako je navdušen nad sodobno tehnologijo. Je nek model v Kaliforniji povlekel iz žepa neko čudo in rekel, da je to pameten telefon. Kdo je danes brez pametnega telefona? Kaj si ga zgubil, kaj? Ne, dobro. Nek model je povlekel iz žepa čudo in sedaj lahko kot predsednik države tekmujem z zunanjim ministrom, kdo je večji kralj Instagrama. Res, hvala Steve Jobs in Mark Zuckerberg za tole fantastično prihodnost. Ampak Pahor koristi pametnih telefonov ne vidi samo v Instagramu, tudi pri pecanju pride prav. Ti danes lahko v enem pismu 3 svojim fantom pošlješ pismo, je res? Še kaj smo morali na roke tako krožnice pisati. A ste lih kar osnovnošolki rekel, da ima 3 fante? Še dobro, da nisi rekel, da je Miška mala, pa je vprašal, če ima Tinder. Če bi imel časovni stroj, ne bi šel nazaj ubiti Hitlerja, ampak bi šel v leto 79, ko je Borut letel za kiklami, pa pisal ljubezenska pisma. Me prav zanima, kaj je pisal njih. Živjo, punca številka 1. Ko bom velik, bom predsednik vsega. Greva v telovadnico? Zdaj ste pa malo neokusni publika. O predsedniku republike govorimo, dajmo se malo zbrati. Dobro, otroški parlament je bil simpatičen in moram reči, da je vlil veliko upanja v mladino. Ampak najbolj sem vesel, da smo med temi mladimi našli pravega, ampak res originalnega, izvirnega zavetnika oddaje. Jaz se, by the way, spominjam prvega parlamenta otroškega. Tukaj. Prvega parlamenta otroškega. Tukaj. Poba! Ti si personifikacija tistega, kar si vsi mislimo o predsedniku. Nič, kar smo rekli, kadarkoli v naši oddaji ne opiše bolj kot to. Tako je izraz. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!